Bog je dober. Za mene, za tebe, za vsakoga. Blagoslovljene nedeljne dni in tudi vse dneve, štere so pred nami, dneve, ko so še v bodočnosti, želim vsakome štere posluša Božjo besedo. Novo leto, šterega smo pred kratkim začali, no vsaki dan prinaša nekaj novega. In znate ko, to je nekaj novoga. Zavolo toga, ka to se dogaja že od samega začetka. Modr Šolomon je to zapisal v Pridigari v prvom tale 9. veršoš. Kar je bilo, bo spet. Kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Nič ni novega pod soncem. In če dejansko premislimo, dobro premislimo, je resen tok. Nekaj se ne bi dogajale stvari. Poč pa se vsikdar znova dogajajo mogoče na malo načešen način kot prlej. Vsikdar so bile ljubezne in pa tudi nasprotovanja ali sovraštvo. Vsikdar so bila so dela, opravila, po drugi strani pa je bilo tudi počivanje ali pa manjarenje. Vsikdar so bile vojne, pa tudi premirja in pa mir. Bog se je vsikdar obračal človeke, človek pa ga je vedno znova odbijal. Ga je kroj potiskal od sebe. Ali znate, obstaja še drugega. Janez opisuje prihod Jezuša na tej svet, pravi, da vseeno pa ne se tako čorno. Kaj bi tako čorno se bilo, tako čorno gledal? Pravi tako v prvom tale Janezovega evangelija 10. do 12. veršoš, pravi tako, beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. To je to odbijanje Jezuša, odbijanje Boga od sebe. In dole 11. veršoš tako pravi, v svojo lastnino je prišla, to da njeni je niso sprejeli. Jezus je prišel med Bože izvoljeno ljudstvo Izraela, ali, znate, oni so ne imeli srca za njega. Ne so imeli odpretoga srca za njega, ne so ga sprijali za svojega, ali tudi te so bile izjeme. Tudi v tistem času so bile izjeme in te izjeme imajo eden poseben status v Božjih očeh. To pravi 12. veršoš. Tisti pa, ki so jo sprejeli, štere so Jezuša sprejeli za svojega odrešenika, tistim je dala moč, da postanejo Božji otroci. Aleluja! Vsem, ki verujejo v njeno ime. To vidimo, kad skozi celo zgodovino je vsikdar bila na enoj strani ta Božja ponudba in na drugoj strani človekova izbira, človekova reakcija, človekov odgovor. Še preleko, ki je Jezus prišel na tej svet, je Bog ponujil svojo vyvtegnjeno roko svojimi narode, ka bi jih leko vodil, ka bi jih leko pelo naprej do tistega cilja, šterega on imel pripravljenega za svoje ljudstvo, ali mnogokrat so pravili Bogi ne. Ne, mi to neščemo. Mi ščemo iti po svoje. In tako se je ta zgodovina ponavljala in lahko to potrdimo s temi Šolomonovimi besedami, ka nega nika novoga pod soncem. Zadnjič smo skozi Božjo besedo videli, ko na ene strane pravijo ljudje od Jezuša in što on je, in na druge strane smo videli, ko učenci pravijo o tom, što je Jezus, ko ga oni poznajo. Peter je bil tisti, šter je prišel z besedo na den. Šter je to besedo izpovedal, on je pravo njegov osebni pogled na to, što je Jezus. On je pravzaprav odgovoril na to pitanje, ko pa ti praviš, što sam je. Ti
si Mesija, sin živega Boga. In dragi poslušalec, to je največje razodetje za človeka. Zavolo toga spoznanja človek grata Božji otrok, to kako to Janez prave. Zavolo toga, kad spozna, kad je Jezus sin živoga Boga, kad osebno spozna njega kot svojega edinoga odrešenika. In pogledamo primer iz Biblije, kjer nam lepo opisuje, kako en človek, zgubljeni, grešni človek, grata Božji otrok. Stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Lukače 19. tale od 1. pa do 10. vrstice. Luka 19. poglavje od 1 do 10. Tok pravi Božja beseda. Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Jezus pa mu je rekel: danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štera nam uči od toga, ko je tvoj nebeški, ko je tvoj božanski namen za človeka. Hvala je tebi, ka želejš mene, sejnom, samo najboljše, želejš, ka gratamo tvoji otroci. Pomagaj nam to razumeti in pomagaj nam skozi Božjo besedo dojeti to, ko ti praviš v naše osebno življenje. Blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč. Daj nam jo razumeti in živeti po njej. In te prosim v tom trenutku tudi za vse tiste, štere ne morejo biti z nami, štere so v potrebaj, v bolečinah, v bolezni, v nemočnosti. Tu njih prinašamo pred tebe, kaj jih blagosloviš, kaj se jih dotekneš, kaj tu njim za istino bode omogočene tej prestop iz smrti v življenje, tej prestop v tvojo slavo. Gospod dragi, dotekni se vsakoga srca in pomori me, kaj za istino povem, ko je to, ko je tvoja sveta vola iz tvoje drage svete reči. Amen. Amen. Prešteli smo jedan poznani dogodek z Biblije, gdje se sreča Jezus z enim malim, ampak velikim človekom. Z male rasti, ampak z velikim človekom. Bilo je to eno nenavadno srečanje, zavolo toga, ka nikak z obeh stranih je prišla pobuda, bi rekel tok pravle, ka bi do toga srečanja prišlo. Na enoj strani mali človek Zahej, šter je bil po svojem statusu veliki. Bil je bogate. Biblija nam to sporoča in z toga sporočila znamo, ka je bil odgovoren za tisto celo področje, za okolico Jerihe je bil odgovoren in znate, tisto območje v tistem času bilo gospodarsko zelo uspešno, bogato področje in
posledično so imeli tu cestninarje možnost dobrih zaslužkov. Druga plat njihove uspešnosti teh cestninarov pa je bila izključitev, nepriljubljenost v tedanjem društvu. Cestninare so bili Izraelci, štiri so opravljali posle za Rimljane, pobirali so dajatve, štiri so okupatori naložili Izraelcom. Znate, to samo po sebi ne bilo tako sporno, je pa bila ena druga stvar, štera je bremenila cestninarje. Namreč Rimljane so določili, koliko morajo pobrati tistih taks, tistih davkov, koliko morajo oddati Rimljanom. Ali dovolili, pravzaprav ne so pa njim prepovedali pobirati več. Pobirati več, koliko je bilo določeno. In tu je v njovi življenjaj, v njovi službaj prišel na površje pohleb. Pa zdaj imamo priložnost, zdaj je lahko več zaslužen. Ne pri vseh, pri ništernih pa. Ne pri vseh. Mnogi so se v tom položaju, so v tom pohlepu živeli in to je bil razlog, da so jih ostali Izraelci imeli za velike grešnike. Ne za male grešnike, pač pa za velike grešnike. In znate, farizeji pa te učitelje postave so šli ještě dole. Včili so, što se druži z cestninarom. Što se druži z njimi, je to isto tako, če bi šel k prostitutke. Tok dolec so šli v njovom včenjej. In zato so Izraelci nikdar ne odili na obisk k tem cestninarom. Te cestninare so se edino družili same med sjav. Med sjav so se bili prijatelji, drugi Izraelci pa so ne odili k njim na obiske. Jezus, znate, pa se je ne zmenil. Njime pa ne, to vseeno bilo, ko so oni gučali. Ne se je zmenil za to, koliko drugi ljudje gledajo cestninare. Ne je upošteval takratnoga verskega včenja tistih verskih vodih, pač pa je ostano zveste svojome poslanstve. In to je bilo, prišel je iskat. Jezus je prišel iskat in rešiti, ko je zgubljeno. In tak je prišel Jezus za te velike grešnike, takše, kot so bili cestninari. To vidimo iz tega, kaj je šel k njime. In zdaj eden takši veliki grešnik proba na vsaki način videti Jezusa. Proba ga zagledniti. Samo videti Jezusa, to je bila njegova želja. Nikaj drugo si je ne želel, samo ga je želel videti. Ste vi že imeli takšno željo? Na vsaki način, koga ali pa kaj vidite? Naprimer, došto i kupe novi avto ali pa novi traktor. Joj, kje bi to rad videl? Kako to vi vide? Kakšno to gej? Znate, da to vidiš te? Pa to je res nekaj čudovitega, nekaj lepoga. Mlade, gnes popularne osebe, želeli bi jih videti, osebno srečati. Ja, pa se slikate z njime, selfie napravite. Ali pa kakšne znane politike. Z ženo sva se rokovala z bivšim predsednikom države. Pa ne sva imela želje, gled takše, ka bi ga ščela videti. Ali prišel je on do naj in numa segno v rokov. Če ste že imeli takšno veliko željo, te leko razmete Zaheja in njegovo reakcijo. Ali pa vidite novorojeno dete. Zdaj pričakujemo. In gledajte, bi si že radi videli.
na takšen način razmišljamo, daleko razumemo Zaheja. Verjetno je on dosta čul od Jezuša, ali ne je imel priložnosti, kaj bi ga videl. In zdaj vidi, kad se ponuja ena priložnost, kad se njime to uresniči. In on želi včiniti vse, ko je potrebno, samo kad bi on osebno za svojimi očami videl Jezuša. Znate, podobna situacija se je zgodila tu v Jeružaleme, da je Jezus bil na tistoj zadnjoj Pashe. Na tisti praznik so prišli tu Grki. Iz Grčije so prišli ljudje, kateri so želeli biti tu soudeleženi v tistoj Pashi, so želeli vkuper z Izraelcimi, verjetno so imeli kakšne prijatelje tam, so želeli praznovati z njimi, se veseliti z njimi, zato ko se je v zgodovini zgodilo. In ti Grki so tu imeli željo videti Jezuša. Tu oni so imeli isto željo, kot je imel Zahej. Željo videti Jezuša, ali nikak so ne mogli sami priti do njega, ne so ga mogli najti. In na tako našli so enoga Jezušovega učenca, našli so Filipa. In te so njime pravili, čuj, znaš ko, Gospod, radi bi videli Jezuša. To štejmo v Janeze 12. ali 21. veršoš. Gospod, radi bi videli Jezuša. Iskrena želja je gnala Zaheja, ka nika ukrene. Ka v svojom življenju nika ukrene. Tista množica, štera je bila koli Jezuša, je nikak ne mogla pa ne smela biti ovira njegovoj maloj postave. Znate, on je bil znajdljivi človek, znojšel se je in on je razkejro. Razkejro je vse, samo kaj bi se njeme ta želja uresničila. Tok štejmo v 4. veršu še, stekel je naprej. Bežal je naprej, stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl. In te gledajte, ko dole piše, kaj ti moral bi iti tam mimo. Ne je bil siguren, ne je bil 100%, ali po njegovoj logiki, kako je Jezus šel skozi po tom mestu, po Jerihi, on bi mogel iti tu mimo. Je to predvidevam in to je moja šansa, kad ga je tu zaglednem. Zahej je sklepo po nekšoj logiki, da obstaja verjetnost, kada z tistega mesta končno videl Jezuša. In dragi poslušalec, Bog vidi tvoje iskreno hrepenenje po njeme in Bog se poskrbi. Bog da se poskrbo, kada je tvoje hrepenenje potešeno. Kada je tvoje hrepenenje, tvoje iskreno hrepenenje izpolnjeno. To se je zgodilo tu pri Zaheji. Ne imamo poročila, šteri je šteroga prvi zagledno. Či Jezus Zaheja ali Zahej Jezuša. Ali tu se je Zahejevo to hrepenenje, njegova želja je bila tu poplačana. Zgodilo se je to, ko si je on tako srčno želel, ko je bil pripravljen včiniti vse in še več. Jezus ga je osebno nagovoril. Glito, kako dosva miva ženov bila in oma je predsednik države osebno v rokov segnil. Jezus je Zaheja osebno nagovoril. Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Aleluja. Dragi moji, Jezus je že imel načrt za Zaheja, za njegovo hišo. In znate tako, sam se je pozval, sam se je povabil k njeme domov. Dragi poslušalec, dragi
poslušalec, Jezus mora ostaneti gnes tudi v tvojoj hiši, tudi v tvojom osebnom življenju. Boš njime to dovolil, boš njime to omogočil, ga boš sprijel. In gledajte, Zahej je odreagiral, 6. verš štok piše, in tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ne je čakal 10 dni, ne je čakal 2 tedna ali pa mesec dni, pač pa še v istom trenutku, ne čakal na naslednjo priložnost, takoj je splezal dol. Najprej je splezal gor, na drevo, kaj bi Jezuša videl v toj želji. In da se je to zgodilo, je takoj Jezuša z veseljem sprijel. Znate, da se to zgodi, da se človek osebno sreča z Jezušem, da ga spremlja v svoje življenje, za svojega osebnega odrešenika, je na enoj strani sigdar to veselje, ta radost, ta hvaležnost. Po drugoj strani pa je godrnjanje. Vidimo to iz toga teksta in iz drugih primerov v Božoj besedi. V Zahejovom življenju je bilo to pravo veselje. Zabolo toga, kad se je srečal s tistim, od šteroga so angeli tok pravili v Lukači 2. tali 10. pa 11. veršoš, so tok pravili pastirjem, ne bojte se, gledajte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Tudi za Zaheje, tudi za mene, za tebe. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija Gospod. Zahej se je v tistom trenutku srečal s svojim odrešenikom, s svojim Mesijom. In to je povzročilo veselje v njegovom življenju. To je povzročilo srečo v njegovom življenju, hvaležnost, navdušenost, radost. Na drugi strani pa so bili tisti, za štere Jezus štok provo v Mateje 23. tali 13. veršu. Štok je provo za tiste. Gorje vam pismouke in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo, vi sami namreč ne vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa ne dovolite vstopiti. Namesto, kad bi se veselili z njim. Pogledamo, kakšno stališče imajo te ljudje, kakšno stališče zavzemajo te ljudje, od šterih Jezus tu v Mateje 23. tali 13. veršoš guči. 7. veršoš Lukače 19. tala smo tok prešteli. Ko so to videli, so vsi godrnjali. So vsi godrnjali in govorili. Ustavil se je pri grešnem človeku. Ustavil se je pri grešnem človeku. Malo za našo obnovo ponovimo potek toga dogajanja. Najprej Zahej bi rad videl Jezuša, to je bilo njegovo hrepenenje. Včino je vse, kar bi se to leko zgodilo. Jezus ga je nagovoril in Zahej ga je veselo sprijel. Okolica pa se je iz njega in tudi iz Jezuša norca delala. Godrnjali so. Dragi moji, to je vzrok, ko mnogi tudi gnes ne včinijo toga odločilnega koraka v svojem življenju. Bogijo se, ko da se zgodilo te, da stopijo tej korak vere. Rade bi videli Jezuša, rade bi bili v njegovoj družbi, vendar ga ne spremljajo v svoje življenje, zavolo toga, ker se bogijo reakcije ljudi koli njih. Zahej je bil načiše sorte. Zahej se ne je dal zmesti, ne je
podlegel mnenje okolice. Odločil se je, kada je njegovo življenje drugačno. Odločil se je, da ga Jezušova prisotnost spremenila in spremljala na njegovoj življenjskoj poti. Odločil se je, kada napravo spremembo, kada se tu navzven videlo v njegovom življenju. On je sklenil v svojem srce napravo eno odločitev. In to štejmo v 8. vrstici 19. tala Lukača. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Tu imamo zapis, ka v Zaheje v njegovom življenju ne bila samo želja videti Jezuša, pač pa se je on tu odzval na njegov klic. Odzval se je na njegov klic in spremembo v njegovom srcu je tu želel dokazati v svojem življenju. V svojem praktičnem, v svojem vsakodnevnem življenju z dejanjem. Zahej se je dobro zavedal, ko piše v postave, zato pravi, kada vsako prevaro, štere enaka tatvine, povrno četverno. To piše v postavi, ko mora četverno povrniti, če kaj ponevere ali če kaj vkradne v 2. Samuelovo 12. tale, pa 2. Mojžes 27. tal, štejmo to jasno. 2. Samuelovoj, da je David napravo to, ko je ne bilo po Božoj voli, njime prerok pravo. Ja, to se je zgodilo. Vzel je ovčico od srmaka, pa jo zaklal na mesto, ka bi svojo vzel od svoje črede. In te je David pravo, četverno mora povrniti. Četverno mora povrniti. Znate, te njime je Bog sporočil, ko se je to zgodilo v njegovom življenju. Dragi moji, marsikaj se zgodi v naših življenjih. Bog milostno ponuja rešitev v tisti situaciji. Ali sprejmemo tej Božji milostni dar ali pa ne. Jezus nekaj bi s močjo Zahejeve besede, pač pa je videl v njegovo srce. Videl je v njegovo notranjost, to, ko je pravo, tu iskreno želej včiniti. Svoje obečanje želej izpolniti. In zato pravi Jezus na koncu eno veselo novico. Pravi to, danes, ne za 10 dni domoge videl, če je Zahej, res sem že kaj od toga včinil. Pravi, danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Življenje večno ti mene si dal. To smo popevali v Koroši, v začetke. In to se je zgodilo v Zahejevem življenju. Dosegno je to, ko je niti ne pričakoval, jaz sem mu želel videti Jezuša, ali dobo je ešte več. Znaš, da se približaš Jezuši, da ga zagledneš, da ga spremljaš v svoj dom, v svoje življenje, boš doživel ešte več Božjih blagoslovov. Boš doživel to, ko si nikdar ne mogel predstavljati. Boš doživel večno življenje. Želeš tudi ti dnes doživeti to, ko je doživel Zahej? Sploh ne ga niti ene ovire. Samo pride z enim odpretim srcem. Pride s takšnim stavom, s takšnim hrepenenjem, kot je Zahej prišel, z enim ponižnim srcem k njemu, pripozna njemu svoje zavoženo življenje. In napravi odločitev, da ideš po novoj poti z Jezusom naprej.
To je vse. Ne gledaj, ko se mislijo o tvoje odločitve druge. Zavolo toga, kaj Jezus pravi, kaj on prišel iskat pa rešiti to, ko je zgubljeno. Če pa si to že doživel, isto to, kot je Zahej doživel to, je pomembno, vztrajaj. Neguj vsakodnevno svoj odnos z svojim odrešenikom. Ode z njim po poti, vse ta do večnega cilja. Dragi moji, to je največji zaklad. To je največji zaklad, šterega človek leko najde zavolo toga, kaj edino na tej način je moja in tvoja bodočnost svetla. Edino na tej način. Povjel je to lepo opisal v pisme, štero je napisal crkve v Rime, v Rimljanom 6. tale, 22. pa 23. veršu, što piše. Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje. Konec tega pa je večno življenje. Aleluja. Zahej je bil deležen istoga toga obečanja. On je to sprijel za svoje. Povjel, te slede malo dole, natančno razlože to svojo definicijo, kako leko do toga pride. 23. verš što pravi, plačilo za greh je namreč smrt. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je, ko? Večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Haleluja! Haleluja! Hvala ti, Gospod, za tej tvoj milostni dar, štero ga ponujaš mene in vsakome človeke. Danes je v to hišo prišlo odrešenje. Zahej je tisti den doživel eden novi rojstni den. Eden novi rojstni den. Porodil se je v večno življenje. Halleluja. In daj, Gospod, kada je vsaki med nami šel z toga mesta, s to sigurnostjo, kaj je gnes tudi v mojo hišo, v moje življenje prišlo ta sigurnost večnega življenja. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo milostno ponudbo, štero nam vse davaš. Vsaki den znova in znova. Hvala je tebi, kad smo leko to že sprejeli. In hvala je tebi za vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč, pa še nema tej sigurnosti, kad si ti njegov oseben odrešenik. Duh Sveti, dotekne se vsakoga srca, dotekne se vsakoga življenja in guči v vsako življenje, kako nujno je to včiniti tej korak vere. Gospod, dragi, hvala je tebe, kad si ti nejhenjo gučati v naše življenje. Hvala je tebe, kad si se ti ne odišel mimo naših življenj, mimo našega stava, da te gledamo. Pač pa si se odzval, si se stavil, se stavljaš pri naših življenjah in nas zoveš k sebe. Hvala je tebe, kad ti želiš dati vsakome to novo možnost, to novo priložnost. Gospod Svetiči, što še nema sigurnosti toga novega življenja v svojem srce, jaz te prosim, pomore vsakome, kad se za istino odloči. Kad se odloči, Gospod dragi, iz celoga srca, Gospod dragi, za tebe, za življenje stjov. In napravi tej korak vere. Gospod dragi, sej nam štere smo pa to že včinili, pa daj moči, daj modrosti, Gospod dragi, kad v tom hodimo, v tom dnevno živimo, Gospod dragi, in to tudi delimo s tistimi, šterimi se dnevno srečavamo. Blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga, od najmlajšega do najstarejšega, Gospod dragi. Blagoslovi vsakoga v njegovoj situaciji, dotekni se vsakoga v njegovom življenju in daj tvoj nebeški mir.
Gospod dragi, kad bi se zavedali toga, kad bi imeli ta sigurnost, kad smo tvoje otroci. Amen. Amen.